No, smo zelo aktivni tudi, kar se Facebooka tiče, tudi tam se veliko dogaja in Facebook, družabno omrežje, je tudi tisto, zaradi katerega se je zgodila tale knjiga. Knjiga Reci življenju ja. Je bil en tak trigger, zaradi katerega je do nje prišlo in dovolite, da citiram tole avtorico Barbaro Fožir. Iz majhne vasi, vzhajajoče dekletce je odraščalo v toplem gnezdu žensk, kjer je bilo ukvarjanje z energijami nekaj povsem naravnega. Babica je bila nedaleč naokoli znana zeliščarka, ki je vztrajno iskala polja miru in se pri svojem delu tudi zdravljenjem drugih za zamahi rok, kot globoko verna ženska, vedno obračala po Kristusovo moč. Mama se je ukvarjala z bajalicami in nihali, sestra pa se je studiozno poglabljala v meditacijo. Teta pa je bila poznana vedeževalka. Govorimo o ženski z veliko črko Ž, Andreji Novak, ki je danes v naši družbi, o njej tudi govori tale knjiga, je pa v naši družbi tudi avtorica Barbara Fožir. Lepo pozdravljeni in pa dobrodošli. Se že veselim tega pogovora, predvsem zato, ker bi marsikdo rekel, da je pa tale knjiga na koncu nastala po nekem naključju, kljub temu, da vemo, da naključje ni. Kaj bi rekla Barbara? Naključje ni, čeprav dostikrat delujejo tako. So pa lepe poti, kako v bistvu se kakšna stvar potem vseeno udejani. Jaz sem v bistvu že kar nekaj časa čutila, da se nabira snov za neko knjigo. Manjkal je samo še tisti končni preboj, dogodek ali oseba, ki bi me tako navdihnila, da bi se mi te ustvarjalne baterije napolnile do te mere, da bi tudi ustvarila to knjigo do konca. In ko sem spoznala Andrejo, je v bistvu bila to moja prva misel, v tebi bom pa jaz napisala knjigo, vendar je takrat še tega nisem rekla. Počakala sem, da so minili prazniki, da je minila že skoraj pomlad. Potem pa ja, Facebook je bil tisto sredstvo komunikacije, preko katerega sem jo kontaktirala. Pa to sta se dve Štajerke najdle, valjda, da ste se zmenile, halo. Andreja, kako si ti sprejela vse to? Zdaj, rekla si ja, ne? Vedno rečem. Rekla si ja, lej, zakaj pa ne? Ja, najprej rečem ja, ampak pol sem pa želela, da ni to knjiga rumenih tračev, da ni to knjiga, ki bi bila še en delež za usmeti človeštva, ampak sem želela, da je knjiga, ki zbudi v ljudeh, da začnejo razmišljati o svojem otroštvu, da začnejo razmišljati o tem, kakšen potencial imajo sebi, kajti vsi ga imamo. In to mi je všeč, ker prve knjige so že šle v svet in povratne informacije so ravno take. Ko bereš knjigo, nekako ne doživljaš mene, ampak doživljaš sebe in to mi je všeč. Kljub temu, da bereš o tebi. Ja, ampak v bistvu so noter resnice otroštva, resnice, da so otroci radovedni, zvedavi. Mogoče se z tega več spomnim, ker tega nisem spustila. Ogromno ljudi se v tem času na nek način zanima za duhovnost, zanima za energijska zdravljenja taka in drugačna in tudi sami želijo spodbuditi te sposobnosti, kar jih seveda pozdravljamo, super, fino in fajn. Ampak ti si imela krasne predispozicije v tem smislu, da si živela in odraščala v tem. Zelo sem se zabavala, ko sem brala o tvoji babici, recimo, kako je ona imela svoje rituale in obrede, recimo, da ni bilo toče, pa se je zdelo čisto normalno. Ja, seveda, zberite se, energije severa, juga, zahoda, dejte to. Na takšen način se mi zdi, da je to blazno zanimivo. In kakšen imaš pogled na enega poprečnega potrošnika, na enega poprečnega državljana, glede na to, da si se ti razvijala v takšni družini? Mi mislimo, da si ti čudna, pa v bistvu ti lahko misliš, da smo mi vsi čudni. Se mislim. Res imam ogromno sočutja in sožalje nad vsemi, ki niso doživeli tega. V bistvu vem, da energije so in meni je to normalno. Vsi, ki se morajo prepričevati, da v bistvu energije obstajajo, za vse mi je žal. Tako da meni je v bistvu dober. Barbara, kako je bilo ustvarjati z Andrejo v tem celem procesu? Kako je zdaj? Zanimiv odgovor. Se želja. Ja, Andreja vzbuja v ljudeh reakcije. In v bistvu vsakeč, ko sem jo obiskala, se je nekaj zgodilo. Ali se je zgodilo v meni, ali se je zgodilo na cesti. Tako da v bistvu, ko smo se midve pogovarjali,
je ne samo to dogajanje med nama bilo pestro, ampak v bistvu tudi vse okoli. In spet, ta pogovor v bistvu ni bil zgolj zgodba o Andreji, ampak odsevanje. Tako kot se zdaj bralci v bistvu sebe najdejo v tej zgodbi, v teh izkušnjah, tako sem jaz v bistvu doživljala Andrejo, samo odzvanjala, odsevala. In tudi to bi jaz rekla, da je v bistvu glavno sporočilo teže knjige, da lahko odsevamo v drugem, v tem primeru v Andreji, ki je močno ogledalo. Imam eno vprašanje. Omenila si, da zmeraj je bilo, neke prepreke so bile v tem smislu, da bi lepo teklo tako, kot mora. Izziv. Zdaj pa, mogoče bi kdo rekel, it's a sign, to je pa zdaj znak, da ne, zdaj se je treba pa ustaviti, pa je treba iti drugam, ker če je vse v redu, zmeraj vse lepo teče tako, kot mora. Pa ni res. Ko je najprej je v redu, se zmeniš, pa je v redu, pa so pa najprej prepreke, da ti dokažeš vesolju, da pa bi. Bravo. Se pravi, testiranost vesolja. Ja, nikoli ni tako, da bi rekel, pot se odpira, pot se odpre, ti da vesolje znak, evo, vrata so odprta, pa moraš pa malo zgrist. Pa moraš pa zgrist sebe, dvome, pa moraš iti malo ven. Zato so bojevniki luči, ne deklice luči. Ampak ja, to je, sem blažena in hvala, da si to zaupala, ker se mi zdi, da vsi potem živijo v prepričanju, vse mora iti, vse mora lepo teči, ampak sej tukaj je ravnovesje. To so iluzije, ki jih hočemo imeti. V bistvu smo v osnovi, imamo toliko izvirnih grehov, od lenobe, neumnosti, ignorance. To moramo pregrist in iti naprej. Odlično. Barbara, katero je bilo tisto spoznanje tekom tega procesa, ki si ga ti pravzaprav najbolj vzela za svojega, mogoče najtežje vzela za svojega? Kdaj se je zgodil tisti preboj? Jaz verjamem, da si jih kar nekaj doživela v tej fazi. Ravno o prebojih smo se mi dve ves čas pogovarjali. Se je to v bistvu, dokler ne izkusiš, težko verjameš, ampak za preboje poskrbijo kakšni dogodki, ki niso prijetni, ko se spotakneš, zato ker potem se moraš pobrati. Zdaj nekega takšnega dogodka, ki bi bil tragičen ali pa da bi povzročil nek padec med knjigo, ni bilo, vendar je bilo to ozaveščanje o tem. Preboji se zgodijo takrat, ko stopiš iz cone udobja. To pomeni, da si pripravljen včasih tudi ne spati, da se dokopliš do kakšne resnice, da ustvariš kaj. Ampak se splača, absolutno se splača, pa še zabavno je po tej poti. Ja, dolgčasno. Hoditi ne. Andreja, slišali smo o tvojem odraščanju nad vse zanimivem v takem čudovitem, skoraj pravljičnem svetu, vsega, kar smo mogoče brali in poslušali v pravljicah ali pa takole od starih žena, ki je po slovenskih veseh, kajti tega v Sloveniji je bilo precej, ne? Ogromno. To je bilo normalno. To so pol samo po vojni hoteli nekako zatrti, da to ni nekako ta industrijska revolucija, hitenje, vse to v bistvu je poteptalo nekje naravno modrost, ki še vedno je. Ki še vedno je. Samo težje jo najti in priti do nje. Ja, ker se je ustno izročilo, se izgubi, ne. Otroci nimajo več stika s svojimi starimi starši. Včasih, ko so skupaj živeli, so imeli starši modrost in višek časa, otroci pa tudi višek časa in vedoželjnost. Zdaj so vsi razseljeni, mudi se povsod in stari starši so v bistvu osamljeni, otroci pa čedalje bolj neumni. Poglejmo resnici v obraz. No, v nadaljevanju boš te svoje spretnosti, sposobnosti delila tudi z našimi gledalci, v tem smislu, če bo prišlo kakšno vprašanje. Glede na to, da si tukaj zelo spretna, kaj vse počneš danes? Ker vem, da imaš delavnice, terapije, precej široko si zadala, kajti tudi pridobila si zelo širok spekter znanj in poznavanj. V bistvu, kar si želim, je nazaj izobraziti otroke. V bistvu res delam delavnice za odrasle, transformacije. Tam so se tudi spoznale na transformaciji življenja. Decembra imam to delavnico, delam notranji dizajn, sem diplomirana dizajnerka. V bistvu delam vse, kar mi je všeč. Ampak največji efekt ali pa največjo željo pa imam, da bi lahko imela brezplačne delavnice za otroke, energijske do 10 let, da takrat ne, da bi jim nekaj vtisvala v njih, ampak da bi jim samo spomnila, kaj vse imajo.
ker to smo čez poletje sprobali, 2 eksperimentalni delavnici in otroci so bili svetovni. Vse imajo. Pa se ti zdi, da otroci kdaj rabijo tisto potrditev v smislu, olej, mami, jaz pa imam namišljenega prijatelja, oziroma jaz imam pa prijatelja, jaz ga vidim, vi vsi ga pa ne vidite, da takmu otrok rečeš, ja, okej, super. Ja, pa ker ni namišljen prijatelj, ne? Vse za to. Ja. Otroci rabijo sogovornika, odrasli rabimo sogovornika, zato so tvoje oddaje dobre, ker imaš sogovornike, ki so sogovorniki ljudem. In sogovorniki nam pomagajo, ogledalo je to, ki nam pomaga ozavestiti sebe. In ko si sam v teh energijah, v bistvu si sam in nimaš feedbacka, nimaš potrditve. In ko otroku vidiš, da ima moč, da ima energijski rep, da se ni treba bati, da ta rep lahko udari sovražnika, da ima orodje, da vidi prihodnost, vse to otrok, oziroma vsi imamo, ampak otroci to ozavestijo takle, odrasli se pa polenih 50 let mučijo. Poteptamo vse to znanje. Ja, ni v bistvu... Če ne uporabljaš, ne pozabiš. Tako, ni merila, da bi rekel, aha, to je zdaj res to, ne. Ne da se zmeriti z enim metrom. Da se zmeriti energijsko in to pač znam meriti. Tako da, ja. Vsekakor moramo omeniti tudi tvoje široko znanje iz astrologije. V bistvu astrologija je meni... Jaz zelo spoštujem astrologe, predvsem, ker so si toliko podatkov zapomnili. Jaz sem bolj lene sorte, oziroma mene zanima duhovna astrologija. Mene zanima, kako presežiti astrologijo, kako presežiti omejitve, ki jih najprej moraš seveda spoznati, da jih potem presežeš. Zato imam astropostavitve in srkam astrološka znanja iz vseh virov, ker mi je to zelo pri srcu, ampak astropostavitve so pa postavitve iz vidika duše in postaviš svoje astrološke potencijale, da jih lahko presežeš. In to so me nekaj v bistvu najlepšega, kar mi je življenje dalo. V tej knjigi tale trenutek sicer ne najdem, nisem si jo označila, ampak zelo dobro je napisano, Barbara, odlično si napisala oziroma postavila vprašanje, kako najlažje in na najlažji način podaja Andreja svoje znanje naprej oziroma ljudem da tiste odgovore, ki niso rešitev, vendar jih da na pravo pot, da pridejo sami do rešitve, ne? In sicer si omenila tukaj ravno preko telefona, preko televizije, da prideš, poveš in da v bistvu greš. V tem smislu, da se ti ne da več prepričevati ljudi, da sami ne sprejmejo takrat. Vse ni smisel, vse tudi ne. Recimo, mi imamo vsi v sebi eno moč in če bi nekdo meni za vsak začne, ja, ta zobna ščetka je res dobra zate. Dosti je, da mi jo poveš, pa se bo nekaj v meni zganilo. Če me začne kdo prepričevati, nekaj v meni reče stop in jaz ne želim težiti ljudem, ker jaz ne želim, da mi nekdo teži. In zato se mi zdi, da teženje itak ni pravi način. Rada imam filozofijo in po njej živimo, angelsi in vsi, ki tam delujemo, da moraš biti kot cvet, moraš se odpreti, da čebele pridejo, če hočejo. Če nočejo, pač ne. Ravno ta prispodoba mi je bila všeč, ki jo je Andreja tudi v knjigi omenila, da ne daješ daril ljudem, ampak pomagaš odpreti paket. Ja, problemi so človeku pa je, da odpre, ne? In te pakete jaz vidim, ljudje smo talentirani, več imaš težav, več imaš daril. Ampak, veš, kaj se mi pa zdi najtežje v življenju sprejeti? Da je pravzaprav čisto vse, kar se ti zgodi, darilo, zavito včasih zelo čuden celofan, takem, da ti je kar slab, kaj ga gledaš zraven, da ga nočeš prejeti, ampak ga moraš odpreti, ne? Ja, hodi za tabo. Katero je bilo pa zate tisto darilo, ki si ga morda najtežje odprla, pa vendarle ti je prineslo veliko? Še nisem tam. Nisi še tam? Ne. Počas pa z ljubeznijo, ne? Barbara, kaj pa pri tebi bi lahko omenila kaj takšnega? Kako tako darilo, katerega si kasneje spoznala kot darilo oziroma pridobila to zavedanje? Ja, gotovo, ko se ti poruši tvoj popolni svet, ki je zelo merljiv, ki je po tvojem mnenju objektiven, mogoče zboliš, ampak je podobnega, se razideš s partnerjem in potem je potrebno na novo sestavljati svet. Seveda, to so eni taki potresi, ki pa so dobri, če seveda znamo iz teh ruševin zopet pobrati zidake. Zdaj se jaz skrivam za tretjo osebo, ne? Tako, ja. Jaz dobesedno mi je spodneslo
tla pod nogami, sem zbolela in takrat sem se bila pripravljena v bistvu ukvarjati z vprašanje, na katera prej nisem pomislila, ker v bistvu ni bilo potrebe, ne. Ampak zdaj sem pa hvaležna, da sem se začela zato, ker sem naredila velik ovinek v prej super začrtani poti. Andreja, pri svojem delu verjetno opažaš, da v tvojo bližino in do tvoje življenje prihajajo ljudje, ki imajo neke take globoke življenjske zgodbe, ne? In take in drugačne izkušnje, ne? So zares ugotovili, kaj je življenje. Zelo. In sem hvaležna za njih, zato ker včasih so prihajali večinoma z lekcijami zame in zdaj ne več. Sem zelo hvaležna. Zdaj pa ti njihova lekcija. Verjetno. Verjetno res. Ampak ja, ljudje imajo ogromno resnih zgodb. In pol, ko pride kdo, ki ima male probleme, v bistvu je zelo hiter, mu pokažemo, da nima problema. No, če tudi sami živite v prepričanju, da imate velik problem, pa mogoče ta problem niti ni tako velik, ne, kot si ga predstavljate. V nadaljevanju bo Andreja odgovarjala torej na vaše vprašanja, dobili boste to priložnost in možnost. No, prvim trem pa bomo, kaj ne, Andreja, dala žegen, pa bomo poleg tega, da bodo dobili nek odgovor oziroma da boste spodbudili, ne, da odprete to darilo, boste prejeli tudi tole knjigo Reci življenju ja, da boste tudi sami začeli odgovarjati in svojemu življenju res pokazati tudi to možnost, da si lahko odgovorimo, da ja, saj lahko. Seveda. Saj ne moš reči ne. Enkrat sem slišala en pregovor, da ti Bog ali pa veliki programer, kozmos, kakorkoli pač si to kdorkoli reče, da ti nikoli ne da takšnega bremena, ki ga ne bi mogel prenesti. Nažalost, ja. No, toliko o motivaciji. Nažalost, ja. Odlično. Barbara, še nekaj besed s tabo. Si ponosna na svoj izdelek? Zelo. Prva knjiga, kaj ne da? Zelo. In jaz sem jo videla, vohala od prve besede v bistvu naprej. Samo prijela, še nisem takrat. Ja, res je lepo, všeč mi je. V bistvu večkrat sem gledala, vidim neko naravo, vidim nek gozd, en tak zanimiv pogled in me prav zanima, kdo je avtor tega? Moj partner. A res? Ja, bravo, vse pohvale tudi njemu. Krasno, se mi zdi, da je kar bogata zgodba tudi zadaj te naslovnice. Zelo. To so Polja miru. Polja miru? To, kar je babica raziskovala. Zelo zanimivo. Ostanite torej v naši družbi tudi na nadaljevanju. Andreja bo torej odgovarjala na različna vprašanja, pripravite si jih in kar pogumno, ne? Akcija, reakcija. Najlepša hvala, Barbara, tebi in verjamemo, da tole je prva, ni pa zadnja. Najlepša hvala za obisk. Hvala tebi.